Jaz kot zaljubljenec televizije se mi je zdelo, da je ona bila malo drugačna, se mi je zdelo, da se je ona malo smejala in se mi je zdelo, da je njen smeh bil nalezljiv. Danes, 5 let kasneje, ko se spet srečava, Saša Einzidler je moja gostja in vidim, da se še vedno. Je to pa A je prav bilo zelo takrat to čudno? trudil se ne boš, da boš mene v smeh spravil. Ja, veš, ja. Tako da. Ampak a je bilo Ja. takrat to drugače? A je bilo takrat to malo čudnega, da je bila ta konzervativna postavitev televizijske voditeljice takrat v tistem času videna ali pa mišljena drugače kot je danes, ali pa a si bila ti takrat, a si tebe sploh dojemala sebe, da si malo neklasična, da si malo čudna? Ne, Ne, okej. mislim, jaz sem se dojemala kot malo čudno zaradi drugih stvari, ki jih ti zdaj misliš. Veš? Ampak, a veš, kaj je pa res? Jaz sem padla na televizijo kar tako. Sploh nisem tega ne želela, ne, a veš. In v bistvu sploh nisem imela tega koncepta v glavi, kaj naj bi, kako naj bi. In se mi zdi, da zato sva tudi takrat s Sašo Grdej, s katero sva skupaj začeli, malo rušile, veš, te ustaljene kalupe, a ne, televizije. In jaz se spomnim, mene so večkrat poklicali v pisarne in zakaj moraš toliko kriliti z rokami, daj malo manj se smej, daj malo to, daj malo ono. In meni je bilo, jaz sem se, a ne, nekaj časa se trudiš, zdaj bom pa bolj tako, ampak veš, ko si ti star 20 let, 21, ne moreš prav dolg. Tako da sem zelo hitro spet skočila v Pa bila nazaj. pa malo nazaj, ja. Pa spet ponovila pisarno, pa lej. jovo novo, ne. Saj potem počasno so se stvari pa kar rahljale, a veš, pa se mi zdi, da fantje so si lahko malo več dovolili. Punce pa, od nas se je pa pričakovalo, da bomo malo bolj zadržane pa pridne pa tako. Pa po klasiki, ne, po neki konzervativni. Zato mogoče to moja zaljubljenost do tebe, a veš, da je povezana bila s tem, da si malo bila drugačna. Zdaj cel cajt razmišljam, s čim si se ti obremenjevala, pa se kvas bila ti čudna sama sebi takrat, če nisi bila zaradi tega. Ne, veš, jaz pol kasneje v življenju, a ne, ko pač greš čez določene izzive in ko imaš določene priložnosti, da malo narediš en tak pogled vase, a ne, pa zakaj se ti mogoče nekaj dogaja pa tako, sem v bistvu ugotovila, da zelo nisem cenila tega, kar delam, da zelo nisem bila sama sebi dovolj. Niti ne lepa, niti ne pametna, niti ne sposobna, niti nič. Tako se mi je zdelo, da jaz tule nekaj blefiram, a ne. Tole vse mi malo rata. A vidijo drugi, da jaz blefiram? A veš, v tem smislu je bila ta moja čudnost, veš. Ne v tem mojem. Ja. Ampak televizija je, tako kot si sama rekla, padla sem po neki čudni situaciji, sem padla v to zgodbo, potem sem ostala in te je zaznamovala. Ja, zagotovo, zelo. ne. Je to en prejšnje življenje verjetno? A veš, vidiš danes to tako? da v bistvu zadnjič mi je moja mami rekla: "A veš, da sem jaz, ko sem bila mlada, vedno si želela biti televizijska napovedovalka." Sem rekla: "Mami, kaj si ti zdajle meni rekla? Jaz tega nisem vedela, a ne." In sem rekla: lej, ne, v bistvu sem tvoje sanje živela na neki način." In ne glede na to, da nisem pač jaz nič naredila za to, da bi delala na televiziji ali pa niti ne na radiu, tudi to je bil splet enih okoliščin, čeprav, ne, jaz pravim, da vse stvari so na ključ, a ne, ampak okej, to je druga tema. Kaj sem že vprašal? Saj vem, saj že vem. V glavnem, ko enkrat sem prišla v to kolesje pa pred kamere pa ta adrenalin pa vse to okrog, se mi zdi, da te na neki način tako noter potegne, no, da potem, ko se je to zame končalo na neki način, sem malo
se opazovala, kako zdaj se soočam s tem in hvala Bogu, pač sem imela družino, veliko otrok in tako, da nisem imela niti časa. Potem sem pa itak drugim stvarem se posvetila tudi z eno tako strastjo, ampak ko sem zdaj pred časom spet snemala in bila v studiu in je bilo tam ne vem koliko kamer, 8 ali 9 ali pa, a veš, tista akcija. Joj, koliko je bilo meni dobro. Jaz sem prav uživala. A veš, in sem rekla, glej ti to, no, lej, kako me to še zmeraj drajva, no, kako ne rečem, a veš. Ja, enkrat, ko se naučiš voziti, skozi znaš voziti. Ne? Ampak bi rekla, da sekundo pred tem pa nisi bila čisto prepričana, če rabiš televizijo še enkrat. Ja. A ne da? Aha. Ja. To se mi zdi fascinantno. Ja. Ne? In pol naslednjo sekundo si bila že noter. O, koliko dobro. No, sej ti veš, se malo dotakniti. Ja, sej mogoče pa to moje spogledovanje s tem, da to drogo še zmeraj manj rabimo, oziroma da ta droga še malo ostaja. Daj me pelje mogoče sam še malo v ta private segment, sama si rekla, veliko otrok, družina in tako naprej. Koliko se ti je to zdel en kontrapol, koliko se ti je zdel to eno dogajanje na eni strani, ta blišč dogajanje, na drugi strani si pa postavljala celico, ki se ti je pa zdela pomembna? A veš, zadnjič, mislim, zdaj že nekaj let nazaj, sem otrokom presnemavala sem une HD, ne, niso HD, no pa une navadne kasete, VHS. Ja. In so otroci malo gledali, ko so to presnemavala, in moje punce, ta male sta bile doma, mami, koliko si bila lepa, mami, ne, saj si še zmeraj, ampak mami, in poješ in plešeš in koliko si, a ne, in jaz sem z drugimi očmi zdaj gledala sebe nazaj, a ne, in sem pomislila, mater, koliko sem jaz bila res nadarjena. A veš? A je pomemben, da to rezoniraš, da v enem trenutku, ker takrat se verjetno nisi tako počutila. Takrat sem mislila, da itak sem... Pa kaj to pol življenjska izkušnja pride do tega, da rečeš, da znaš sebe pogledati nazaj, pa reči, kva sem delala, wow, ne? Ja, ne vem, verjetno. Ne vem. Veš, da ta z distanco pol. Ampak, hkrati pa v isti sekundi, ko sem jaz gledala to, pa ko sem pomislila, jaz bi lahko res ful dobro kariero naredila, ne. To je bila moja misel, ampak v isti sekundi je bila pa misel, ampak ne zamenjam. Ne zamenjam za to, kar imam. A veš? Tudi to danes, kar počneš, je verjetno en izlet, en tak vikend izlet v televizijo, iz katerega tudi razumeš, da si povezala neko svoje znanje, neko novo vedenje, pravzaprav izkušnja za televizijo tudi vladaš, ampak se v resnici zavedaš, da je to izlet. Tako. Ker lahko gre tudi na še kakšno sezono ali pa ne. Lahko pa ne, lahko pa bo, ne vem, karkoli že. Ker srce pa pešanje pa tam drugje. Veš, sama televizija kot taka, brez vsebine, me zdaj ne zanima več. Zato, ker vem, kako ključna je vsebina, za naša življenja, veš. In če lahko jaz sem prispevek k tej vsebini, a veš, zabava lahko en drug, Joj, skozi malo tolčem po tem mikrofonu. Ja, pa se te marati, veš. Zdaj bom pazila. Od zdaj naprej. Od zdaj naprej. No, ampak, zavedanje tega, da v bistvu ta neka vsebina in da lahko tudi tako komuniciraš to vsebino. Ja. Se jaz televizijo razumem kot medij, da skozi njo komuniciraš to znanje. No, in glej, a veš, vsi, ki imamo, se lahko potrdiš to znanje neko, v bistvu to veščino, koliko je nam lažji. Jaz vidim kakšne kolegice, ki jim rečem, pa daj, vzem telefon, pa posnem se, pa povej, kaj delaš, pa ne vem, daj kaj, pa to je cela drama,
meni je to šala mala, meni daš telefon, no, zdaj pa povej nekaj, ne vem, karkoli že, ja, pa prižgem, pa naredim. In mi je to lahkotno in je to eno fino združevanje v bistvu te veščine, ki jo imam, znanja, zdaj s tem, kar pa želim predati, a ne. In to se mi zdi vrhunska kombinacija. Dva svetova. Ja. Glej, saj, a bi ti tako dobre podcaste delal? Ful A veš? si prijazna, ko to rečeš, ampak No. ja, jaz nimam drame, ne, v tem, ko se usedem. Jaz sem te opazoval, kako te je Manja ličila, in pol sva se začela pogovarjati. Ni zdaj, Ja, kaj bova pa zdaj, ne. saj to. Mhm. Zato sva pa lahko oba sproščena, lahkotno je, bistveno A več misliš- zvlečeš iz No, človeka, to a sem te veš. hotel vprašati. A je to, če si pripravljena, pa imaš 47 vprašanj, a se ti zdi, da si pol bolj pripravljena, ali midva lahko odbluziva nekam, ke ni okej? Ke nimava tega mogoče malo tremaškega, malo pripravljaškega gena v sebi. Veš, enkrat sem vodila v festivalni dvorani eno prireditev in ob meni je bil Klemen Slakonja. On kot igralec in jaz kot voditeljica, ne. Saj to je že zelo dolgo nazaj. In imela sva tekst, scenarij, ki naj bi se ga naučila na pamet, a ne. Meni je največja nočna, najhujša mora se nekaj na pamet naučiti, ker jaz sem človek trenutka, a ne. Jaz vidim odzive, odreagiram in tako. In v nekem trenutku imava midva dialog na odru in jaz odbluzim, a ne, malo po svoje, in jaz vidim Klemna, ko me tako pogleda, a veš, in jaz se začnem režati na odru. In on me še bolj gleda in jaz se umirim in pol nekaj, no, a ni, no, glej, koliko je pa to zabavno, a vidiš, da, in nekaj navežem pol naprej. In ljudje so dejansko mislili, da to je bilo del scenarija. Da je tudi on odreagiral Ja. v scenariju. Ampak kaj ti zdaj skušam s to zgodbo povedati? Jaz sem takrat bila na eni prelomnici življenjski in zdelo se mi je, da mislim, če se mi je to zgodilo, da zdaj pa tule s 5 otroki, majhnimi, sem sama, pa guram, pa furam, pa kdo mi kaj more, pa, a veš. In sem šla s to naravnanostjo, brez treme, brez kaj, jaz se postavim in bom že nekaj, a ne. In me je malo odneslo v bistvu celo na odru, a ne. In takrat, pol po tem, sem jaz sama sebi rekla, glej, a ne, vendar bodi odgovorna, ne moreš čisto brez treme, a veš. Saj ne one treme, da nič ne moreš, ampak da imaš malo, a ne. Če pa nimaš tega malo, moraš pa zelo biti odgovoren do naročnika, do ljudi, ki so tam, do sebe, a ne. In sem videla, da tako, da sem res čist, da ni fajn, a ne, da ni v redu, da je neobvladljivo lahko, a veš. Tako da, kaj sem zdaj hotela s tem povedati, a ne, da jaz, ko imam predavanja, ali pa tako, če sem, dobro, zdajle ne, a ne, ampak če imam predavanja, si naredim 3 točke, ki bi jih rada povedala. In se pol poskušam tega držati. Če me odnaša levo, desno, super. Boš pa spet nazaj prišla. Ampak vem, da moram priti nazaj tja nekam, a ne. Ampak Saša, ful dobro temu si odprla. Veliko si se ukvarjaš tudi z učenjem javnega nastopanja, komuniciranja. Jaz sem se znašel v situacijah, ki so bili top menedžerji, ki so bili top politiki, ki so bili ljudje, ki so mogoče na nekem področju res bili alfa in omega. Ne vem, se spomnim kakšne res vrhunske zdravnice, na primer, a ne, ki je pa odpovedala, a ne. Ki je ne samo komunicirati, da so prišli na televizijo, ampak tudi v resnici pred svojim kolektivom, pred strankami, in se mi zdi, da so me občudovali tisti, ki sem jim pomagal,
a ne, ker si ti res lahko nekdo za zgodbo, ampak če tega ne znaš, če se ne znaš pred svojim kolektivom, v svoji skupini, pred svojimi sodelavci, podrejenimi na primer, ne, postaviti kot nekdo, ki na pol umre, ker mora reči srečen nov let vsem zaposlenim, ne. A ne, tukaj se mi zdi, da je to ena toliko šibka točka, da ljudje imamo in tudi, med stvari, ki se jih najbolj bojimo, ne vem, a si vedela to, je na prvem mestu strah pred javnim Noro, a nastopanjem, ne? ne pred tem, da bom padel z avionom dol, ne. No, in jaz sem res tej temi posvetila res, res veliko let, a ne. Sploh tako zadnjih recimo ene 7 let, odkar delam hipnozo tudi, in sem, veš, tudi s svojimi strankami brskala in tako, in do česa sem jaz prišla. Če ti imaš super strokovnjaka, super ne vem koga, razumeš to, kar si omenjal, a ne? In ima pogovor z enim človekom, z 2 človekoma, s 3 ljudmi, nima treme. Suvereno, V trenutku, ko je teh ljudi več, postanejo ti ljudje stisnjeni. V čem je fora? Veliko teh zelo uspešnih ljudi je malo kontrol freakov. In ti imaš enega človeka lahko pod nadzorom, pa 3 imaš tudi še, 4 imaš pa že malo težje. 50 ljudi, pa jih pa ne moreš imeti. In občutek izgube nadzora in kontrole dela te ljudi, v bistvu jih ustraši, a ne, jih dela nemočne na nek način. So v eni coni, ki jim ni blizu, ne. Tako. In zdaj hkrati pa midva oba veva, kaj pomeni, da si ti kontrol freak, a ne. Da v bistvu svojo negotovost prikrivaš s tem, da hočeš imeti vse pod nadzorom. Wow, in In tle je ena vstopna točka, ker lahko prideš globlje, ne, če delaš s človekom in se začne spominjati in se začne odpirati in začne govoriti o tem, ja, glej, a ne, vedno sem morala biti taka pa taka. Nisem smela nastopati doma, ko so obiski prišli, nagnali so me v sobo, češ, kaj pa ti misliš, da si, in podobno, in podobno. In pol je najbolj grozno to, mislim grozen, za marsikoga tako pretresljivo, da nekaj dosežeš v življenju, ful nekaj pomeniš, si nek tata mata. In pol se vprašaš, za koga jaz to sem se matral celo življenje, da sem to dosegel. Komu sem zdaj to dokazal, da jaz pa lahko pridem do, ne vem, tega pa tega, veš? In vidim, da nas ljudi poganjajo različni motivi, a ne. A veš, ti, ko si šel pa se boril za Tristana, nisi ti nobenemu nič dokazoval. Ti si šel iz drugega vzroka delati stvari, pa se buniti, pa pisati, pa ne vem, kaj vse, a ne. A veš? In to je čist drug pogon, kot to, da zdaj pa bom zato, da me bo oči pohvalil, a ne. Ali pač. Ja, ali nekdo, ne. Ja. Ja, razumem, ja. To je tudi po mojem napačna agenda, ne, da v resnici hočemo konstantno. Saj to tudi v relationshipih, ne, verjetno, ko poskušamo partnerju sami sebe prodati, samega sebe. Ja. Razumeš, kaj smo in kaj nismo, to, da bi zadovoljili v resnici njega, ne, pa partnerko, ne. A bi ti rekla, da je mogoče ta tvoja širina ali pa to tvoje razumevanje teh medosebnih odnosov, da je life te ponudil ali pa vrgel pod noge tudi neke situacije, ki so te postavljale v pozicijo ali preživ, smej se in gremo naprej. A to je vprašanje ali me zezaš?
No, ampak, a veš, smejeva se na to temo, a ne. A veš. Ampak ni bilo Ja. verjetno vedno Ne, ni bilo, ne. A danes gledaš to nazaj? Ja, glej, jaz mislim, da tako malo zbiram besede, a veš, ampak ko mi je rekla ena moja prijateljica, potem ko sem pač izvedela, da ima mož razmerje, a ne, in sem bila čisto preč in ona pravi: "Daj, hvala bogu, si ga vsaj rešila, a ne." In jaz sem mislila, da ne bom do konca življenja več govorila z njo, kako mora biti tako nesramna, kaj mi je zdaj rekla, a ne. Ampak, a veš, potem, ke malo z distance pogledaš pa, a ne, za Sta pa še nazaj, kakšno rekli, a ne? sva pa še kakšno. No, ampak, no, Ja, dajva se no. dotakniti tega, ne. Ja. Varanje je pač ena tema, ke je zelo intimna, ke je zelo čustvena, ke jo ne moremo jemati neosebno, Ja. a ne. Zelo pogosta je, zelo prisotna je, a ne. Kako v bistvu v tistem trenutku razumeti, kaj, a sem, da morda pa nisem jaz zavrnjena, morda pa nisem jaz tista, ki je kriva za to, da je danes tako, a veš. Ampak verjetno takrat tudi ti Ne, do te kje pa, prijateljice jaz sigurno nisi tega razumela. ne, itak da ne. In zato je meni zdaj tako dragoceno v bistvu, ko pride kakšna ženska do mene s podobnim izzivom, a ne. Jaz točno vem, da nima smisla, da ji rečem: "Glej, saj bo vse v redu, pa daj ful dobro, glej, na novo si lahko zgradiš življenje, a veš, ker to ne slišijo, ker ne razumeš takrat v tistem trenutku, a ne." Kaj, ker In si v bolečini? ja, ne, v bistvu ti deluješ, iz, totalne zavrnitve, iz, totalne, izgubljenosti, ker tebi se sesuje tvoj koncept življenja, a ne. Ti se čutiš ne dovolj, nisi se dovolj potrudila, nisem dosti dobra. Šel je, ne vem, če zdaj govoriva o moškem recimo, a ne, ki zapusti žensko, ona je lepša, ona je več mu lahko da, Mlajša. ona je mlajša, ona je bolj ne vem kaj, a ne. Mislim, to je rolercoaster nekih takih misli in samoobtoževanja, a ne. In ravno zdajle glih mi je poslala ena message, mož, pač sem zdaj izvedela za njegove afere in, nočem, da gre. In potem sva 7 dni v redu in potem on spet gre in jaz ga moledujem in prosim, da naj pride nazaj in, a veš, mene kar, a veš, ke se tako spomniš in tako razumeš to. In v tistem trenutku, ko se to dogaja, sploh ne znaš drugače, ne veš, zato ker a veš, na vsak način poskušaš nazaj, tisto, kar si imel, a ne. In ne veš, da je to iluzija in da tega ni, da zdaj si spregledal, da si snel ona očalca z rožicami, a ne. In da je to zdaj pač tvoja nova realnost, pika. In da ni poti nazaj. Ampak za tule po moje rabimo največ časa, ne. Ja, Do tega trenutka, da Ja. ta očala damo dol, Ja. da rečemo, da je Ja. pika in da je Ja. to to. Kaj pa Prav- ta pogreta župa? A veš, prav, to sem, no, saj se malo vidi tole knjigo, a ne. Prav te faze so enake kot te faze, ke ti nekdo umre, a veš. To je mala smrt, ja, ja. Isto, Mm. isto gre po teh fazah, a ne. In se mi zdi tako dobro, da veš, ko nekaj doživljaš, da pogledaš, zdaj sem tule, še malo, kaj lahko v tej fazi naredim, to. Kaj bo pa pol? A pa bom pa jezna, a ne? Mhm. Ker nisi Pride takoj naslednja, jezna, a ne, jeza kasneje pride. A veš, tako, da si nisi čuden, a ne, da vidiš, da je to normalno, no. Ampak, ja, nekaj drugega si me mogoče hotel Ja, vprašati. to pogreto župo.
A jaz res lahko mislim, da bom rešila, ne? Saj on bo Jožico pozabil, on bo ugotovil, da sem jaz mama njegovih Jaz sem res mislila, da lahko rešim. Jaz sem res to mislila. Ampak, a veš, Kaj pa pol? lej, to je tako. Ko ima, pa bova rekla, ženska ima afero, da nova zdaj samo moški, ker ni. Tudi tete imajo Tudi afere. tete imajo afere, Recimo, velikokrat je tako, da vsi vedo, sam ti doma ne veš, Okej. Sam mož ne ve. Zakaj ne ve? Zakaj jaz nisem vedela? Zato, ker nočeš vedeti. Ker nočeš videti. Mark, ti nočeš tega videti. Ampak res to razumeš? misliš? A res to Ja, misliš? seveda. Ti nočeš Lej, vedeti? ti imaš lahko... spet butam, ja. Pa že prej si se Kam naj opravičila, to, da zdaj tako da dam? si pa malo naprej, malo naprej Ja. porin tako, Ne, rodeje ne. za. Mislim, cel kup strank, zdaj tako, meni v glavnem ženske pridejo, a veš, zato lažje govorim z tega vidika, ampak je čist podoben, no. Imaš ful dokazov. Ljudje ti rečejo, joj, sem videla, A rečejo? ampak ti ne verjameš. Zato, ker nočeš verjeti. Ker nočeš videti stvari, ki so na pladnju. Ti nočeš videti, da je nekaj narobe. Zakaj? Zato, ker je porušena tvoja ideja? Zato, ker s tem, če ti to vidiš, se soočaš z realnostjo. Ti se pa nočeš. Ti hočeš, da je tako. Saj veš, se noče spreminjati, noče novih situacij. Noče neznanega. To je prvič. Drugič, pri nas stigmatizacija biti ločen. Še vedno. Zdaj. Še vedno. To ne moreš verjeti. Meni rečejo za knjigo, da je preveč konkreten naslov. Ker je težko. Meni rečejo, ne upam si kupiti knjige, zato ker pol bo na morju mi je ena rekla, ne upam si obrati, ker pol ne. No, na plaži bom brala knjigo in pol bojo vsi videli, kva berem, Eni so mi A rekli, veš? da mora nujno kupiti eno knjigo o narcisih, ne. Ne. A si predstavljaš, da jo najde? On bo mislil, da jaz mislim, da je on narcis. Ja. No, ja, ampak glavnem. a je to tabu? A je to res še vedno? Ti res Ma je. misliš? Ma je, jaz vidim, da je. A In veš. da rajš pojem drek, pa živim Ja. naprej. In a veš, velikrat pa to mogoče v bloku v Ljubljani Aha. je drugače, kakor nekje, če greš malo ven iz Ljubljane. Veš, je še vedno, a ne. A veš, še vedno je veliko. Pa mama ti reče, pa daj no. Pa ti si pa ta prva v naši familiji, ki se boš ločila, tako Aj. sramoto nam boš naredila. A veš, to še Ne vedno. meni tega delati, ne. Ja, ne mi tega delati, ja. Potrp. Ja. Res, no, to mene tudi tako presenetilo. Pa razžalostilo hkrati, a ne. Ampak A veš. kaj pa vidiš, prej si se dotaknila varanja, ne. Saj razlogi za to, da gremo narazen, jih je več, ne samo varanje, ne. Ja, itak, ja. A se ti zdi, da moški pa ženske drugače dojemamo to situacijo, da čisto drugače ta neuspeh razumemo? Morda tudi z tega vidika, da ženske še vedno zelo veliko odgovornosti nase potegnemo, v smislu, s tem dajem drugim vedeti ali pa misliti, da nisem bila dobra žena, da se nisem dovolj potrudila, da nisem bila dovolj, a ne. Aha, moški misliš, da to preskočijo? Z nekaj moškimi sem delala, se pravim, jaz sem pretežno, veš, tle bolj za ženske suverena, a ne.
Ampak s temi moškimi, kar sem delala, se niso ubadali s tem, a ne. A Za veš, razliko njih je mogoče bolj, tako ponos, a ne, moški ponos zabolel, ampak, so vsaj ti, s katerimi sem jaz bila, so se drugače spopadali s tem, a ne. A veš, tudi niso imeli, ne vem, kakšne ženske so tako maščevalne, a veš, pa hudobne postanejo prav, mislim, prav hudo mi je to reči, no. Take opasne, no. Moški manjkrat, no, se mi zdi. Razen seveda, glej, zdaj, če gre, ne vem, a veš, da je nasilje, da je, ne govorim o teh, a veš, Ja, a razumem, ne. razumem. A imamo mi tudi, prej si rekla, sama sem s 5 otroki. A imamo tudi tukaj drugačno dinamiko razumevanja, kaj je moja odgovornost po tem, ko se razideva, tudi v odnosu do otrok? Glej, če pogledam mojega partnerja, Andreja, potem rečem, ni razlike v odgovornosti. Ko pogledam pa večino bivših partnerjev mojih strank, pa Kako si to rečem, ja. speljala? Ja, ja. Dobro, ampak zato je pol osvojil tvoje srce, ali kaj? Ja, A tudi. si ti, hopelessly romantic, da si dovolila še se zaljubljati, da te ni potolklo, ali si pač razumela, da si narejena za dvojino? Ne, jaz Ne. sem mislila, da bom sama. In v bistvu sem bila ene 3-4 leta zelo moškomrzna. Moškomrzna. Ne bom pozabila, veš, enkrat smo bili na veselici, a ne, na vasi pri nas, in sedimo tako za mizo, veš, in vidim enega, ke gre proti meni, in sem vedela, da zdaj bo pa hotel, da grem plesat z njim, a ne. In jaz mu namenim, saj zdaj ga ne znam več narediti, a ne, ampak en tak pogled, sam drzen si priti, a veš. In je šel ding, 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 ding. Torej si imela, Groza. si Ej. naredila ta obrambni zid. Poslušaj, in pol jaz začnem pisati prvo knjigo. Pač no, v bistvu že drugo. Prva je bila v zvezi z nastopanjem, druga pa moja samopodoba in moja odločitev. In jaz to knjigo skoraj do konca napišem. Nakar spoznam Andreja. Saj sva se že malo prej spoznala, veš, a ne, tako. Na enem nastopu sva bila skupaj, ke je folklorist, in me je tako malo z učki osvajal, ampak takrat še nisem bila godna, a veš, takrat sem si še mislila, kaj zdaj ta hoče tle, ne. No, pol čez par mesecev sva se pa srečala tudi na eni prireditvi. Od hudega je začela kar lase Ja, popravljati? in jaz ga vidim, a veš, in gre en gospod tako proti meni in se smeje, in jaz tako, od kje jaz tega poznam, a veš, nisem se spomnila, a ne. In on meni živjo in jaz, živjo, a ne, v glavnem, no. Pol takrat, sem šla pač sem se pustila povabiti ven, prej pa če mi verjameš, res ne vem koliko let, pa tudi na kavo nisem šla z nobenim. No, in ko se peljem na ta prvi randi, me je bilo tako strah in tako, da sem si celo pot govorila, če greš na kavo z nekom, še ne pomeni, da jutri likaš srajce, pereš, kuhaš, si noseča, si a veš, lahko greš na kavo in lahko vstaneš in greš nazaj domov in vse je okej, a ne. Jaz sem si mogla to celo pot govoriti. Res tako me je pigalo, kakor reče en moj prijatelj. No, v glavnem, in takrat sem jaz to knjigo, že skoraj napisano, za 1 leto pozabila, a ne, ker sem se ukvarjala pač sama s sabo pol v tem spoznavnem, a ne. In pol po enem letu jaz rečem Pešuka, a ne,
pa daj bom jaz vseeno to knjigo zdaj pa dokončala in grem in jo najdem na računalniku in ta prva zanimivost je ta, da je bil isti datum, samo letnica je bila druga. Ko sem zaprla fajl in ga odprla po enem letu. Noro, ne? In jaz začnem brati knjigo. In sem rekla, hvala Bogu, da je nisem izdala. Ker je bila napisana tako moško mrzno, no, to, kar sem prej rekla. Ni bila ta prava energija Je od to zadaj. odsevalo celi tebi, ne? In jaz sem to zaznala in sem rekla, moj Bog, hvala Bogu, da nisem tega dala ven. In pol sem šla še enkrat vse čez in sem s to drugo energijo, a ne, te ljubezni, v kateri sem bila, in dopuščanju, da so čudoviti moški, a ne? A veš? Sem šla še enkrat vse čez in Ampak pol tej sem jo moško izdala. mrznici je težko bilo dopovedati, da so. Da so tam fajn Seveda. fantje. Ne? Ampak se ti veš, kako deluje oziroma kako mi sprejemamo informacije iz okolja. Če jaz rečem, vsi moški so prasci, pardon, na izrazu, in jaz nekam grem in je tam en čudovit moški, a misliš, da ga moj filter spusti not? Ne, ker Ja so ne, ker prasci. ga ne vidim, Mhm, ker jaz vidim unga, ki je prasac. Ker mhm. že ga vidim, kako se slin tam, pa kva vse, no, pa daj, a ne. Zakaj nam je pa dano, Saša, da v enem trenutku dovolimo ta senzor stran umakniti? Nič nam ni to dano, mislim, dano nam je vsem, da lahko mi spremenimo kaj, ampak, a veš, dana nam je pa tudi volja, da to naredimo. Ali pa se nam ne ljubi. Ampak jaz sem si želela spremeniti svoja prepričanja. Ker jaz sem videla, da določena mi pač ne služijo. In jaz sem vsak dan delala na spreminjanju teh prepričanj, a ne. Eno od prepričanj, ki sem jih zavestno spreminjala, je tudi imeti intimen odnos z moškim je varno. Oziroma zame je varno imeti intimen odnos z moškim. Jaz sem to vsak dan ponavljala. Takrat sem začela zelo hoditi na te razne delavnice, no, pa se učiti pa v Ameriko, pa ne vem kam vse, a ne. In spomnim se, da je bil en Chris Walton, ki je rekel, tako daš roke, tako pa prekrižaš noge v gležnjih in to je poza telesa, ko sta leva in desna možganska polovica bolj povezani in takrat smo bolj dovzetni, a ne. In greš v stanje hvaležnosti, se spomniš na nekaj lepega in pol, ko si v tem stanju hvaležnosti, si rečeš to neko afirmacijo, a ne. In jaz sem to delala, ne vem, 2 meseca vsak dan. A veš? Da si drug gumbek prižgala. Ja. Ampak nikoli pa nisi nehala verjeti v ljubezen. Ali pa da je ljubezen za tebe. Ali Ne, ja, jaz sem nekaj časa verjela, da pač jaz se tega očitno ne znam imeti. Okej, dano mi je, da pač imam veliko otrok, super, hvala, a ne. Očitno partnerstvo lepo, pa ne vem, očitno to ni zame, očitno mi ni dano, a ne. Pač tako, to sem mislila, a ne. In tudi jaz nisem nikoli iskala koga, a veš. Nič, jaz sem pač sam bila. In potem, ko sem se imela super sama s sabo, a ne, ko sem pač šla čez vse te faze svoje, sva pač se srečala z Andrejem, a ne. A si to razumela kot eno dodatno novo priložnost ali vendarle kot osnovo za to, da lahko rasteš tudi spet v dvojini? Ja, itak, a ne. Sploh na začetku, a veš, mislim, zdaj sva 12 let skupaj, no, midva. Ampak glih zadnjič sva se pogovarjala, da sva oba hvaležna, da sva zdržala, a veš, tisti začetek, a ne, ke sva bila oba ranjena, prestrašena, previdna,
A veš, to je bilo tako, a ne. Jaz sem 100-krat v glavi si mislila, daj, kaj to rabim, prej sem imela mir, zdaj pa moram tle se delavnico, a veš. Ja, razumem. Ja. Ampak, ko rečeš ranjena, a veš, vem, da je to posploševanje, ampak a nismo mi po taki situaciji razšla sva se tako zelo ranjeni, da je res nevaren, da te je res strah vstopati. Seveda, Da ne boš spet, ker ta občutek, ki ga Seveda. enkrat povohaš, ga nočeš, ne? seveda, saj zato pa se izogibaš pol mal temu, a ne. Zdaj, a veš, ljudje smo tudi različni. Jaz poznam take, ki grejo iz enega razmerja takoj v drugega, a ne. Zato, ker jih je strah biti sami, na primer, a ne. Ker tam pol pride tisto ven. Čim si ti spet v novem odnosu, imaš spet druge, a veš, se zamotiš s tem odnosom nekako, a ne. Ampak jaz sem zagovornik tega, da po odnosu, da si nekaj časa sam, Da je to fino. a veš, postaviš sebe in potem, ko si ti sam postavljen, tudi takega partnerja lahko dobiš, a ne, ki je tudi postavljen, a veš. Kaj si našla v Andreju, kar nisi našla nikoli prej? A je to sploh možno reči, tam sem imela to? Ne, Ne, saj ni, čeprav, a veš, tako, če gledam prvega pa drugega partnerja, čeprav sta si totalno različna, je bistvo, a ne, isto. A veš? Ne? Samo da je bilo nepredelan, pol pa še večji šamar dobiš, a ne. Andrej je pa, mislim, neprimerljiv. In ta odnos, ki ga imava zdaj, je meni tako. A res? Hvala. A veš? Lepo, no. Ne, ampak potem je vesolje dobro do tebe in potem si z Andrejem se usedeš na kolo in se gresta vozit s kolesom in potem padeš. Ja. In In vesolje reče: še malo, še nekaj bo dala skozi. A si takrat čutila nekaj kot da še nekaj? a Ali veš pa da kaj? ti je bilo prelepo ali kva, a veš? Ne. Ne to, Nisi to razumela? ne to, da zdaj mi je pa prelepo, pa da si ne zaslužim, pa Ja, ali pa kaj ja. takega, to ne. Sem pa res takoj tisti dan se zmenila z Aleksandro, prijateljico, ki je super kovčinja, res taka intuitivka tudi in tako. In sva naredili proces, ker sem rekla, jaz hočem ta prvo razumeti, kaj je zdaj to, a ne. In dejansko se je izkazalo, ne, da pač to ni stvar, ki bi bila od včeraj, a ne. Da je bil padec v bistvu blagoslov, da si sploh. A veš, da je to stvar, ki se je nabirala skozi leta mojega življenja in da zdaj je trenutek, ko sem ob stabilnem partnerju, ko sem jaz stabilna, ko imam orodja in znanje, da jaz to lahko skuram. Jaz rečem, zato ker v bistvu sem imela res 35 obsevanj, a ne, tlele. In je že to, da tako lepo govorim, da se mi nič ne vidi na koži, malo mi tle bolj dol visi faca, a ne, zaradi tega, ke malo mišice skur tudi, ampak glej, mislim, a veš. A si se kdaj vprašala, da glih tle, ja. Sej, a veš, ravno to, neizrečeno, a ne. Ja. A veš, nikoli se nisem zase orenk postavila, nikoli nisem mej postavila, nikoli nisem rekla, ne, daj, dosti imam, a ne. Nikoli nisem pač, a veš, zase nekaj. In moram reči, da od tega raka naprej sem pa tudi to še bolj
si dovolim biti jaz, pa reči, pa če mi kaj ne paše, no. A veš, pa si dovolj tudi to zaznati v telesu, a ne. Pa ni dosti, da sam zaznaš v telesu to, da ti nekaj ni, ampak da pol tudi to rečeš, a ne. Reči, to je bilo meni vedno težko. A prositi? Reči ne? Vse, pa vse, lej, a veš. Ne morem. Samo, da ne bom razočarala, prizadela drugih, da ne bo žalostni zaradi mene, da pa sej bom jaz, bom že nekako, dobro je, ne, a veš, saj zame je v redu, jaz bom že, jaz sem že znajdla, a veš. Saj to verjetno ti dosti slišiš tudi, a ne? Ampak tako, ta zadovoljevanje potreb drugih pred svojimi lastnimi, a ne, je nekaj, kar je skoraj gensko lahko v tebi. Ja. Pri 5 otrocih sploh ne moreš razmišljati. Da zdaj pa mama ima nalakirane nohte. Previ se. Podoj se. Mama z nohti. No, ampak a je to tak moment, ne? Mislim, seveda sem veliko o tem razmišljal, sploh, ker sem razumel to teatralnost ravno tega dela. Ja, no, ne, mislim. Pa ta padec se mi je zdel tako v bistvu skoraj malo lej, ker je vesolje pokazal. Ja. Ker verjetno, če bi to ne, še nekaj časa verjetno ne bi videla. Ja. Ali pa vedela, ne? Ne bi. Ne bi, ker meni nič ni bilo, a veš, jaz nisem nič čutila. Je malo že šlo naprej, a ne, ker pač nisem tega prej opazila, ali pa zobozdravnik recimo naj bi to videl, pa rekel, a ne. Ampak tako sem jaz to tudi razumela, kot ono, lej, dej, a ne, lej, mi hočemo, da ti si še, a ne. Imamo še načrte s tabo, sam, ne. No, tule si se me dotaknila, ne, ko si rekla ta moment, a ne, da zdaj sem v tej coni, ke očitno sem toliko postavljena, toliko stabilna, toliko znanja imam, toliko vedenja imam, take ljudi imam zraven sebe, da sem temu lahko kos in da se je takrat to zgodilo, a ne. Premakniti to neko situacijo v neko drugo, nek drug časovni interval je konec sveta, ne, verjetno. A se ti zdi, da taka stvar dvakrat se imata res rada, to še poveže? Ali to začne predstavljati nek strah minljivosti? Glej, jaz v bistvu nisem niti za hip podvomila v to, da bom jaz v redu, a ne. Jaz sem sebe videla, da sem v redu. In to je tudi bila moja slika, ke sem jo dnevno si ustavljala, a ne. Jaz sem dnevno si pela pesmico Every little cell in my body is well in ne vem kva, a veš, ke sem telovadila zjutraj, pa sem to in hipnozo sem si delala sama, mislim, glej, ni da ni, a ne. Kar pa sem dobila še kot bonus darilo te bolezni, je to, da sem lahko popolnoma zaupala nekomu, da bo poskrbel zame, da sem lahko nemočna, da se naučim sprejemati. Jaz sem ugotovila, da ne znam sprejemati. In jaz sem se učila skozi, a ne, ta proces zdravljenja, sprejemanja. In jaz sem, Mark, če sem jokala, zakaj se mi je to zgodilo, ne vem, 3-krat, sem od one, a res, a zame je to nekdo, sem jokala, ne vem, 20-krat. Od lepega, razumeš, ker ne samo družina, a ne, pač Andrej, itak, mami, oči, brat, prijatelji. A veš, bila sem tudi brez denarja bolj, ker, ne, tista, ne, kaj je ta neporodniška, bolniška je, ne. Tisto bolj na porodniške navajena, ne. Ja, veš, nikakva. Na bolniške malo manj, ne, ker. Ja,
Ja, to nikoli ne greš, če si svobodnjak, a ne, itak. Mene je klicala Ana Vezovišek, ta, veš, finančna, recimo, ne. Pravi: "Ti, katero kremo že ti imaš za obraz? Jaz si tudi nekaj kupujem." In jaz ji povem, a ne. In dobim čez par dni paket in mi je kupila kremo, ker pač ni krema za 7 evrov, a ne, je dražja, in mi jo je poslala, pravi: "Glej, to ti, a ne, pošiljam kot darilo, pa hit se pozdrav," pa tako. Ja. Kaj, a ne? Pa ni ona moja najboljša prijateljica, razumeš? Pač sva delale skupaj vse, ampak kakšno srce, a veš. Pol kolega, moj najboljši prijatelj Jože z našega hriba okna dela, a ne. Pa sem nekaj Jože, naročila, Jože, ja. kam pokličejo za okno? Ja, ja, veš, koliko je dober, je No, super. saj zato pravim, samo Ja. številko rabiva Ja, bom ti No. povedala. Opa, nekaj naj tudi, gleda. ja, tudi komarnike dela, A Jože. res? Ej, in sem pač rabila nekaj v eni sobi in mi je prinesel oken in ga vgradil in sem rekla: "Jože, koliko?" Prav, glej, ne bom ti zdaj računal, a ne. A veš, en cel kup takih situacij, no. Da A ne misliš, da govorim nam je- pač brat, glej, no. A nam je to dan v lifeu, veš, zdaj si učke dobila, Ja, take a ne? malo vodene. Ja. Ja. Ja, A izdajalec. misliš, da nam je a misliš, da nam je dano to, da prevrednotimo, ne vem, meni se je to zgodilo s Tristanom, na primer, Ja. ne. Da sem popolnoma prevrednotil na konec koncev, ne samo samega sebe, ampak tudi moje odnose, koliko časa sem pripravljen Jožetu iz hriba nameniti, Ani in tako naprej, ne. A se ti zdi, da nam je to tudi zato dano? Glej, Ker bi drugače slepo šli čez, pa ne bi vedeli, da je Ana ful fejst punca, pa Jože Ja. ful car, pa komarnike dela. ja. Glej, to, ko zdaj gledam nazaj na ta čas, a ne, je to res ena od stvari, ki se me je ful dotaknila, a ne, pač to soočenje s tem, da nisem vsemogočna, da vedno lahko samo jaz vse za druge, ampak da se tudi jaz naučim sprejemati, da kakšne stvari pač niso tako zelo pomembne, ki so ti včasih bile, da kakšni odnosi so taki, ki jih res ne rabiš. Da, ne vem, tudi mene je zelo veliko dalo to, veš, ta razmislek, a ne, mene uspeh, tako biti uspešen, a veš, to sem zmeraj nekako, mi je tako bilo, en tak drive, a ne. Uspešen tudi v tem zunanjem smislu, a veš, ne vem, da imam hišo, da mislim, saj nimam toliko velikih želja, no, a veš, ampak tako, ne vem, da si lahko privoščim, da lahko grem, da lahko si kupim, ne vem, veš, tako, v tem smislu, a ne. Pa sem takrat videla, ker nisem mogla tega, a ne, da mi je čisto vseeno. Ampak brez te izkušnje verjetno ne bi čisto tako mislila. Ne vem, ja. Ne veš, ne. Ja. In mislim, za res veliko stvari sem hvaležna, no, zdaj za to. Res veliko stvari. Ti mi še malo povej, razšla sva se, je ena točka, ki po moje se najprej začne v glavi intimno dogajati, pol se začne dogajati, da upam s kakšno prijateljico govoriti. Ti si imela uspešno kolegico, ki ti je razložila. Pol verjetno počasi še kakšni mami rečem, pol pa verjetno opravljam te pogovore. Kaj se ti zdi glavna modrost, ko grem v ta proces, ko začutim, da sem mogoče pa tukaj, ke bi bilo to potrebno? Kakšno samorefleksijo, kaj mi predlagaš? A veš, kaj jaz rečem temle mojim gospem, a ne? Sam, preden karkoli narediš, pomisli, kako bi to potezo
čez 3 ali pa čez 5 let razložila svojemu otroku? A bi bil ponosen nate ali ne bi bil, a ne? In jaz, ke gledam zdaj nazaj na sebe, jaz na marsikaj nisem ponosna. A ne? A veš? Kako si Kako Kako sem si kaj hendlala? shendlala, a veš, Mhm. mislim, danes bi drugače. Ne obsojam se, zato ker Mhm. vem, da v tistem trenutku je bilo to, kar zmoreš, a ne. Mhm. Ampak marsikaj bi danes drugače, a ne. In to jim velikokrat rečem: "Glej, vse je v redu, a ne. V redu je, če bi ga ubila, v redu je, samo ni v redu, da pa greš res kaj mu delat, a ne." A veš. V Njega redu je, počasi ja, rezati. v redu je, ne vem, da jokaš 2 dni, a ne, ampak pol pa je že čas, da malo pa tudi nehaš, a ne. A veš, samo to ni dober čas za sprejemanje kakršnihkoli takih odločitev. Pač okej, dejstvo je, grejo narazen, a ne, zdaj pa ne vem, a veš, kakšne take hitre odločitve. Okej, prodala bom hišo, zdaj bom pa to, daj počakaj s tem, a ne. Ker Ja, ampak a te ne sili situacija v to, da rešuješ, ne vem, ja, dve saj za sem, mene najbolj ja, zajebani vprašanji. ja, Eno je sigurno to, kako bova hendlala otroke, ja, druga pa, kje zdaj midva sva, pa kako si bova razdelila tisti neki, ke imava. A ni to, da se prehitro zahteva v bistvu ta vprašanja, ja, mislim, da, ja. a ne? A misliš, da smo vsi toliko kultivirani, da smo sposobni ta neki čas, ne Ne, vem, normalno hendlati kje otroke pa, pa normalno hendlati? Ne, a ne. ne? To vidiš in slišiš take stvari, da kar ne moreš verjeti včasih. Ampak a je to pol tisti inat? A veš, a jaz to res v bolečini tebe hočem kaznovati? A ti meni nočeš dovoliti, da jaz vidim otroke, jaz pa tebi ne dovolim, da Mislim, jaz sem najbolj jezna, da rečem, na ženske, ki z otroki manipulirajo, a ne. In tega ni malo, veš. Glej, pa nisem socialni delavec, da Ja, ja, vidim ampak to to sem skozi, jaz ampak rekla, čez 3 leta, a ne. glej, 3, 5, ni v 10. redu, ne. In tule sem dostikrat kar malo jezna, a ne. Ampak kako pa opravnomočiti, a knjiga pomaga v bistvu nagovarjati, daj mi razloži, no, a mi pomaga nagovarjati mene, ke sem v stiski, ke mogoče niti s prijateljico ne upam tega ali pa ne zmorem tega govoriti, kaj šele, da bi to zaupala, ne vem, nekomu drugemu, kako se počutim, koliko zelo ga sovražim, koliko zelo sem jezna, koliko zelo sem razočarana. A veš kaj? Veliko mi jih reče, ne, ki so, knjigo predelali, zato ker ni to knjiga, da jo prebereš, ampak je knjiga, kjer pol tudi kaj narediš za to, da bi ti bilo lažje ali pa, da bi lažje steklo vse in tako. Definitivno je eno globoko razumevanje, a veš, nisem edina, nisem edini in ni z mano nekaj toliko zelo narobe, a ne. Očitno, očitno se to tudi drugim dogaja. In potem to razumevanje teh faz, a ne, da je normalno, da čutiš, ne vem, da si čisto na tleh v nekem trenutku. Da takrat ni čas, da ti, ne vem, neke take odločitve sprejemaš, tudi glede svojega življenja naprej, a ne, ker saj veš, vsaka odločitev ima energijo odzadaj. In če je nekaj sprejeto, ke si ti v strahu, ne vem, občutku zavrnjenosti, je čisto druga odločitev, kakor če ti to sprejemaš iz, a ne, stanja ljubezni ali pa, ne vem, tudi če nisi v ljubezni, si pa vsaj malo višji na tej lestvici, a ne. Tako da je zelo, zelo praktičen pripomoček za tistega, ke bi pač rad, no, nekaj si pomagal, a veš, ne da ga Pol pa najbolj mi je pa to grozno, ke pride ženska in reče: "Ja, saj moj bivši pa ne vem kaj, a ne." Pa jaz tako: Pa se čuti, a ne, jeza, zamera.
Pa vprašam, gospa, pa koliko časa sta vidva ločena? Ja, zdaj bo pa že ene 17 let. O moj bog, You are stuck. o moj bog, a veš? A res 17 let si vrgla stran. Mm. Unga Jezu, briga, ja. a veš, živi lepo nekje. Gremo Ampak dalje. ona misli, da če bo ona zamerila mu in ne odpustila, da bo. Jaz imam Ne tega vem. velika, ne, da je to eden od vzvodov, s katerim te vseeno še nekako držim. Ne. Ja, Ker ti ne dovolim in ja, ne, 15 nič boš vrnil otroke, tako Ja. kot sem rekla. In tako naprej, da je to vendarle še vedno neka interakcija Ja. in sploh ne znajo spustiti, ker je to v bistvu vse še, kar je ostalo od tega. Zdaj, preden se posloviva, dajva se samo še dotakniti tega eksperimenta. Meni je to, jaz sem mogoče malo brisan, pa te televizijske formate absolutno obožujem, zato ker se mi zdi, da potegnejo res najboljše ven iz človeka, ampak si se pa uspela lotiti to na en način, da vendarle, da vendarle skozi neko situacijo, ki nikakor ni optimalna, se na terenu zgodila, odpreš ta širši aspekt, en širši kot. Kako si ti razumela, ko si videla te kejse, ko si videla te situacije v eksperimentu, kako si se lotila tega, kako si sebi razložila, kje začeti? Jaz sem najprej sploh si kar vzela nekaj časa, da sem se odločila, a ne, Okej. ali ja ali ne. A pa ste takrat že videla kejse? Ne, Aha, okej. ne, nič. Tudi rekli so mi, naj ne gledam prejšnjih sezon, a ne, in sem Samo rekla stransko prav. pogled. Ja. No, v glavnem, pol sem pa razmišljala, glej, na nek način je to ful zanimiv eksperiment, res, a ne. In če odšteješ tiste, ki pridejo se kazati, nastopati ali pa prodajati sebe ali karkoli, a ne, če pogledaš samo te, ki zares pridejo v eksperiment, a ne, to je ful zanimivo. In v bistvu lahko skozi ta eksperiment res ljudem daš še kaj koristnega, a ne. In ravno zdajle sva z Andrejem se pogovarjala, je rekel prav, lej, a veš, da je to v bistvu poučna oddaja, ne. Jaz mislim. Prav, to bi mogel en mlad mulc recimo gledati in si reči, aha, lej, take nočem, to nočem, lej, takole bi. A veš, da malo vidiš, pa tudi, da malo vidiš, kako je to zanimivo, a ne, ko je ena posebna energija med dvema, ke se haklata na nekaj, ke sploh jima nič ni jasno, ampak ke ne moreta speljati 3 stavkov, da ne bi nekaj bilo, a ne. A veš, meni je to tako fascinantno, a ne, ker jaz si tako predstavljam na vsakemu en tak ful velik ruzak stvari, a ne, ke sta jih prinesla recimo v ta eksperiment in pričakovanj in ran in ne vem, a ne, vzorcev drng. In potem, kako se na neki točki iz mojega ruzaka pa iz tvojega ruzaka začnejo stvari in tam, a ne, so ti konflikti in nekje gre pa mimo, zato ker ni, a veš, ničesar, da se to gor obesi, a ne. V glavnem, no, glej, jaz tako, Uživaš? ke to gledam in zdaj, ko spremljam tudi, jaz nič nisem videla od tega. Mi smo v bistvu te ljudi videli samo na večerji in na tej ceremoniji, a ne. Tega vsega, kar se dogaja zdaj, pa te njihove interakcije, to mi zdaj prvič A ja, vi tudi niste gledamo. videli? Mi nismo tega videli in je tudi meni to zdaj, in zdaj jih vidim tudi čisto v drugi luči, a veš. A si ti nora? Ja, A ja, resno? ne. Ja, dobro, ker to je, a ne, to je neka oblika. Ne moram povedati, ker verjetno ni prav, da tako besedo rečem, ampak je pa res neskončno zanimivo. Zelo. Okej, Ja. ampak uživaš, ne? Ja, Tudi v ja. tem, no, in če še Andrej rekel, da je jaz to skozi roko govorim, da je to treba gledati, zato da veš, ne, kaj vse hodi po svetu. Ja, kako ja. zelo, ne. A veš, Ja, res. otroci, ta najmlajša 17, Ja. a to si zdaj vesela, vem, da si že babica,
Vem, da si Joj, frajer. babica sem, ej. A si moraš misliti, ne. no? Ne, ti si še zmerom una ta čudno frizuro, ki se A redi na veš? televiziji. A niso bile takrat tune? Ja, Kaj so bile no. malo tako, Ja, no. A veš, zdaj pa babica, no, daj Ja, nehaj. a Kaj pa ne, ti no. veš, kaj pa ti govoriš, ne? Ja. Koliko so stari? 30 je hčera, 30 pa pol, pa 28, pa 22, pa 19, pa 17. Bravo. Ponosna na to zgodbo? Joj, a veš koliko. Do neba. Zdaj spet lahko dobim one Solzne učke, ja. Res, to pa, ke smo mi vsi za mizo. Ali pa, ne vem, kakšna taka stvar, a veš, da pol pa, da so še malo zrihtani, a veš, tako, ne vem, skozi pokažem eno sliko, ke se je hčera poročila, a veš, pa smo bili tako Vsi lepo lepi, zrihtani, a ja. ne, in pol smo tako vsi, sem jaz z njimi, a ne. Jaz ono sliko, ke pogledam, glej, jaz kar in pol, a veš, tudi ta misel, vse to iz mene prišlo, veš, že to mi je tako čudežno, a ne. In druga stvar, da so vsi fajn, a veš, da so taki fajn, no. Madre familia, ti si, tako se mi zdi, da ti si Ja. tudi v onih zajebanih časih to imela kot eno, a ne, eno srčiko vsega. A veš kaj, vedno sem si rekla, jaz moram biti steber za Mm. otroke, a ne. In ravno danes sva s to Aleksandro, mojo, ke imava akademijo za ženske, sva se pogovarjali o tem, da kaj je motiv, ko se ti nekaj zgodi, da začneš delati na sebi. In jaz sem rekla, jaz priznam, jaz nisem bila sama sebi motiv. Meni so bili otroci Mm. na začetku moj motiv, ker sem jaz hotela biti steber za njih. Mm. Ke Pol pa še ti ne. začneš postavljati ta steber, ke začutiš, koliko je to dobro, če ti imaš, a ne, znotraj, če si sestavljen, pol pa razumeš, da to delaš zase. Mm. Ampak posledično pa seveda delaš to za ljudi okrog sebe, a ne. Saša, ful hvala, ker delaš to za ljudi okoli sebe. Ful Koliko je pa lepo s tabo klepetati. A no, da. A res je že Dajva konc? ponoviti čez let. Ja. Pa tako se mi zdi, da od vsega tistega, kar bi rad raziskoval s tabo, se res skoraj nisem dotaknil nič, no. Da smo me lepo peljala v eno raziskovanje, tudi tako mi je užitek in mi je veselje. In a veš, glih zato sem si zamislil ta podcast, ke pa imam izgovor, ker čez eno leto še enkrat pokličem pa rečem, Saša, pridi, bova nadaljevala tam. Ja. Boš ja. prej rekla, ja. A veš, kdaj bi se pa videla Ne drugače? bi, Jaz ker se, zdaj kaj imaš imava kaj izgovor. časa Ne, mogoče, ja ti pa no. tudi ne. Ja no. Glej, moji prijatelji iz Avimeda Aha, so ti pripravili, ke mi pomagajo, da lahko delam to, kar rad delam. So ti dali en B-kompleks. super, to je za živce ja. pa to, ja. Ja, to vem. rabiš, a ne? Ja, pa vitamin C, Pa itak. pa še to, se mi zdi, da boš imela se za Aha, super. za pocrkljati. Tako O, da hvala neskončno lepa. Hvala lepa. In bo še naprej mi ta sončna. Ja, Zdaj, a veš, da ti moram reči, da zdaj sem se pa v tej uri sem se pa navadil. na to barvo Ja, las. temnolaska. Ja. Bila. A veš, ko bom siva, Ja. bom si pa pustila te lepe sive, a veš. Zdaj sem pa vem. tako malo šekasta neki, nisem še siva, nisem neki, A pa si prav dam pa siva. kano, a veš. Jaz mislim, da sem zdaj po 5 letih sprejel tole temnolasko. Ja, sej zdaj bom še sigurno Nekih 5 let 40 še ne let, ja, bom, tako je. ali pa ne vem, pač lej. Ja. Ja, čim No, dalj. tako. Ja. Hvala, Saša, lepo se. Hvala, hvala, Srečno. hvala. Ajde.